Nizki davki, enostavni postopki, odprto gospodarstvo. Nova Slovenija, krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost. Danes je prav poseben dan, eden izmed naših sodelavcev je dobil naraščaj, tako da danes praznujemo poseben praznik in se nam zdi to v simbolnem smislu posebna stvar, da imamo še večjo odgovornost, da spremenimo stvari v državi, da mladi končno dobijo perspektivo in da v Sloveniji pride do obrata. Do obrata v Sloveniji lahko pride samo, če se bomo resno lotili reform. Mi ne moramo pričakovati, da se bodo stvari spremenile na pozitivno, če ne bomo nič naredili. In zato Novi Sloveniji ponujamo 5 reform, ki jih je potrebno nujno storiti, če hočemo, da se bo prosti pad v gospodarskem smislu v Sloveniji končno ustavil, da bo prišlo do preobrata in da bo imeli mladi končno perspektivo v tej državi, da jih ne bo vsako leto 8.000 zapustili Slovenijo. Mi, vsem tistim, ki bodo želeli z nami sodelovati, bomo od njih zahtevali, da skupaj z nami izpeljejo 5 reform. Eno je davčna reforma, potem sledi zdravstvena reforma, reforma trga dela, pokojninska reforma in reforma sodstva. To je 5 ključnih reform, ki jih moramo izpeljati v naslednjem mandatu, če želimo, da se v Sloveniji obetajo boljši časi. Glede davčne reforme lahko rečem naslednje, da je davčni pritisk v Sloveniji izjemen, da visoki davki ljudje predvsem silijo v sivo ekonomijo in pa v delo na črno in da je Slovenija ena izmed tistih držav, ki ima blazno visoko obdavčitev dela in tudi visoko obdavčitev potrošnje. V novem mandatu bomo v okviru davčne reforme zahtevali nižjo obdavčitev dela in tudi nižjo obdavčitev potrošnje. Pri nižjo obdavčitev potrošnje predvsem mislimo nižji DDV, pri nižjo obdavčitev dela pa predlagamo tudi spremembo dohodninske lestvice in pa samo socialno kapico. Najverjetneje me boste vprašali, s čim bomo te izpade proračunskega prihodka nadomestili. Predvsem iz 3 različnih virov. Eni so povečani davki, povečani prihodki iz naslova večje domače potrošnje. Druga stvar so prilivi iz naslova novih delovnih mest in tretja stvar je strožje pobiranje davkov. To so 3 ukrepi, ki bodo prispevali, da bomo tisto, kar bomo na eni strani davčno razbremenili, na drugi strani dobili nazaj v proračun. Zdravstvena reforma. Zdi se nam vsem najbrž jasno, da je sedanji zdravstveni sistem nevzdržen, da bo finančno slej ko prej kolapsiral, če bojo šle zadeve v tej smeri naprej in da je nedopustno, da nam otroci v slovenskem zdravstvenem sistemu zaradi neučinkovitega sistema umirajo, da morajo starši izbirati sami denar za operacije. To pač govori o tem, da je naš zdravstveni sistem slab. V Novi Sloveniji se zavzemamo za dobro in učinkovito javno zdravstvo. Hkrati pa tudi ne nasprotujemo privatnemu zdravstvu, če se ga kdo želi iti, ampak pod predpostavko, da so privatniki in javni zdravniki jasno ločeni, da ne moreš biti dopolne javni zdravnik, popolne pa privatnik. V reformi, ki jo bomo predlagali zdravstveni, predvsem predlagamo 3 konkretne ukrepe. Prvo je drugačno financiranje zdravstvenega sistema, potem drugo, drugačno naročanje zdravstvenega materijala in tretje, drugačno upravljanje zdravstvenih ustanov. Pri drugačnem financiranju mislimo predvsem uvesti konkurenco pri nudenju zdravstvenih zavarovanj. Slovenija je danes ena izmed redkih držav, ki ima še vedno monopolista, samo eno državno zdravstveno zavarovalnico, ki nam ponuja obvezno zdravstveno zavarovanje. Mi si želimo odpreti trg po zgledu drugih zahodnih držav, da bodo lahko državljani izbirali med več različnimi zavarovalnicami in izbrali tisto zdravstveno zavarovanje, ki bo zanje najugodnejše. Če lahko pri avtomobilu izberemo med več različnimi zavarovalnicami, ne razumemo, zakaj tega ne bi smeli storiti tudi pri zdravstvenem zavarovanju. Če bomo odprli ta trg zdravstvenih zavarovanj, predvsem pričakujemo prihod večjih tujih zavarovalnic, ki bodo zaradi ekonomije obsega lahko ponudile zelo konkurenčne storitve v Sloveniji. Kaj mislimo z drugačnim naročanjem? Nedopustno je, da v Sloveniji neka žilna opornica stane 1200 evrov, medtem ko jo v Avstriji naročajo za 300 evrov. Naši, tisti, ki nabavljajo material, se pritožujejo, da enostavno so dobavitelji sklenili kartelni dogovor in da izsiljujejo tako visoke cene. Mi predlagamo rešitev, enostavno moramo ustvariti
zakonsko podlago, ki bo omogočala, da se naš zdravstveni sistem in naši naročniki zdravstvenega materiala enostavno priključijo tujcem, Avstrijcem in Nemcem. Mi v tem ne vidimo popolnoma nič sporenega, celo mislim, da mora biti v interesu vsem in Avstrijcem in Nemcem, da bi se naša javna naročila priključila njihovim, s tem bi povečali obseg naročil in hkrati tudi dosegali boljšo ceno. Pri drugačnem upravljanju pa predvsem mislimo, da morajo zdravstvene ustanove voditi menedžeri in ne zdravniki. Tok, na kratko o zdravstveni reformi. Če grem naprej na reformo trga dela. Vsi pravijo, zlasti pa v gospodarstvu se pritožujejo, da je naš trg dela preveč rigiden, da je totalna ovira pri zaposlovanju in da ga je potrebno narediti bolj fleksibilnega. V javnosti se sicer uporablja izraz flexicurity, to je prožna varnost, ki je sicer zelo popularna, ampak ko pa pridemo do prakse, pa marsikdo ne ve, kaj bi s tem naredil. Kaj mi konkretno predlagamo? Mi predlagamo, da bi delodajalcem omogočili prožnost s tem, da lahko delavca odpustijo brez razloga takoj, vendar pod pogojem, da odpuščenemu delavcu izplačajo odpravnino v višini 3 plač. S tem dosežemo, da ima delavec zagotovljeno neko varnost, vse varnost v naslednjih 3 mesecih, v katerih si lahko poišče novo službo. Torej, s takim sistemom zagotavljamo fleksibilnost delodajalcem in hkrati tudi varnost zaposlenim in delavcem, da so vsej v naslednjih 3 mesecih, ko zgubijo službo, varni in imajo dohodke. Vprašam me boste, od kje bo pa delodajalec dobil ta denar za odpravnine, ker najverjetneje odpušča zaradi tega, ker nima finančnih zmožnosti, da bi tega delavca še naprej imel. Predlagamo ustanovitev posebnega sklada, kjer bi delodajalci vsakomesečno vplačevali določen znesek, podobno kot pri raznovrstnih zavarovanjih, in ko pride do primera, ko je potrebno to odpravnino plačati, bi iz tega sklada lahko črpal. Torej, da ne bi bil ob nekem končnem dogodku obremenjen, ampak da bi se te stvari lepo razporedile čez daljšo časovno obdobje. Potem gremo naprej, pokojninska reforma. V Novi Sloveniji želimo ustaviti padanje pokojnin. Odkar se veleborec za penzioniste, gospod Karl Erjavec, bori, se on tako prav, za penzioniste, od leta 2004 do 2014, odkar je v vladah, so pokojnine realno padle za več kot 10%. To je pač njegov rezultat, njegova borba za penzioniste. Ko hodimo po terenu, nas delavci sprašujejo, kje je moj denar, ki sem ga 40 let uplačeval v pokojninski sklad za pokojnino, kje je tisti denar, ki so ga mi 40 let trgali od plače za pokojnine. Tega denarja ni, zaradi tega, ker imamo sistem, da se ta denar nikamor ne nalaga, ampak se prispevki za pokojnino vsako mesečno izplačujejo za pokojnine. Torej, in zaradi tega sistema je ključno, kakšno imamo število zaposlenih in število upokojencev. In ker je demografija taka, da število upokojencev raste, medtem ko pa število zaposlenih stagnira, imamo samo 2 neprijetne rešitve ali pa 2 neprijetne izbire. Ena izbira je, da bodo pokojnine še naprej padale, ker se bo ta razmerje zniževalo, oziroma da bomo mogli doseči več zavarovancev, kar pomeni, da bo mogla moja generacija dlje časa delati, oziroma da bomo mogli ustvariti nova delovna mesta. Mi zagotovo nismo za zniževanje pokojnin, zaradi tega se nam zdi manj slaba druga opcija, to je podaljševanje delovne dobe in pa ustvarjanje novih delovnih mest. Če vem še na zadnjo 5. reformo, to je na reformo sodstva. Mislim, da tudi ni potrebno posebej poudarjati, da sedanji sistem, pravosodni sistem, sedanje delovanje sodstva ni dobro, da so postopki predolgi, da so številne utemeljitve sodb nepopolne oziroma takšne, ki vzbujajo dvom. Zaradi tega mi predlagamo, da uveljavimo v reformi vsej 2 stvari. Eno je, da uvedemo poskusni mandat sodnika, preden ga imenujemo dokončno v trajni mandat, in da spremenimo sestavo sodnega sveta, ki izbira in kadruje sodnike. Trenutna sestava sodnega sveta je takšna, da sodniki praktično sami sebe izbirajo in izvolijo. In to je neuravnotežen način izbiranja in to sta 2 ključne stvari, ki jih je potrebno spremeniti, da bomo dobili bolj kvalitetne sodnike in s tem tudi bolj kvalitetno sodstvo.
To je bilo na kratko v 15 minutah. Bistveni poudarki naših 5 reform, ki jih bomo zahtevali v vsaki novi vladni koaliciji, oziroma če bomo v opoziciji, se bomo zanje prizadevali tudi z opozicije, z vlaganjem zakonskih predlogov in drugih iniciativ. Nizki davki, enostavni postopki, odprto gospodarstvo. Nova Slovenija, krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost.